Zdravo družba, dobrodošli nazaj. Moje ime je Nejc in danes bomo spet malo v gymu trenirali. V bistvu gre za en tak recovery day. To ti bo predvsem prav prišlo, če si imel dolg dan na kolesu, se pravi, lahko to narediš isti dan oziroma pač naslednji, ali pa zdaj, ker je off-season čas, da narediš to na dan, ko pač ne treniraš, se pravi, ko nimaš dejanskega treninga, ali pa to mogoče celo zjutraj na dan treninga narediš. Skratka, gre se za to, da malo zbudiš telo, da malo poženeš kri po žilah in da pač mišice se malo pretegnejo, jih aktiviraš in si pač pripravljen na nove izzive. Zdaj, prva stvar, ki jo rabimo danes, je kolebnica. Zdaj, če nimam kolebnice, pa imamo kaj drugega, se pravi, kako kolo na trenažerju, recimo veslač, bike air, ski air, karkoli imamo, oziroma čisto jumping jacke, burpeeje. V glavnem delaš od 30 do 45 sekund in je to. Druga, gremo na tla, se pravi, probali bomo mobilizirati našo hrbtenico, ok? In pred tem, ko bomo to delali, se bomo probali dejansko zavedati, kako lahko določen del hrbtenice migamo oziroma gibamo posebej. Kot prvo ti je pomagalo pri boljši poziciji na kolesu, ker se lahko zavedaš, kako je telo postavljeno. Kot drugo, pač enostavno je to zelo optimalno za našo telesno držo, da pač vemo, ali se pač primerno držimo ali ne. Se pravi, čisto po domače. Recimo, da začnemo zdaj v tej poziciji, glava je noter, medenica je zvita in najprej medenica, ledveni del, prsni koš in na koncu glava. Okay? In gremo na kontrasmeri, se pravi, najprej glava, prsni koš, ledveni del in medenica. Se pravi, to je bilo zdaj recimo ena ponovitev. Naredimo predpisano število ponovitev v takem zaporedju, se pravi, razmišljamo, da pač premikamo, koliko se da vretence po vretence in s tem nam pač malo mobilizirali našo ne medenico, ampak celotno hrbtenico in hkrati se malo ozavestili, v kakšni drži smo dejansko. Druga potrebujemo gumico oziroma žogo. Bom potem pokazal, če imamo žogo, eno medicinko, ki jo lahko v steno vržemo, toliko boljše, če ne, pa lahko pač to z elastiko naredimo. Nekako jo probaš pripeti in je to. Se pravi, zdaj pri tem, ko bomo stopili v stran, se pravi, lahko vstopimo in rotiramo. Ta noga, ki je bliže tej steni, se bo malenko zrotirala, gre na prste in naredimo rotacijo, stopimo spet v prvotni položaj. Lahko pa že v osnovi stojiš, zarotiraš in greš nazaj. Ko bomo elastiko spuščali nazaj, to pač naredi dosti hitro, se pravi, ne preveč bremzati in že tudi sama elastika je dosti lahka. Okay? Se pravi, primeš elastiko, stopiš, rotiraš nogo in spustiš. Okay? Se pravi, stopiš, rotiraš nogo in spustiš. Če si predstavljaš, lahko isto stvar recimo narediš z žogo. Primeš in se pravi, žogo imaš tu, lahko greš malo poza led, obrneš in vržeš v steno. Okay? Se pravi, si tu, žoga, rotiraš, se pravi, ta noga je stabilna, ta noga gre zraven, obrneš, bum in vržeš v steno. Se pravi, to sta bili dve varianti ene iste vaje, uporabiš, katera je tebi ljubša oziroma katero imaš možnost. Naslednja, stretching vaja, se pravi, raztegnemo kolke in hkrati imamo rotacijo našega prsnega koša. Se pravi, zadnjo nogo lahko odložimo na tla oziroma koleno, ni pa nujno, lahko tudi v zraku. Se pravi, recimo, jaz bom odložil, ker je malenkost lažje oziroma dosti lažje govoriti zraven pa razmišljati in delati vaja hkrati, drugače pa mogoče malenkost večji stil, če imaš koleno dvignjeno. Se pravi, koleno na tleh in gremo. Obrneš roko gor, zadržiš sekundo in to ponoviš predpisano število ponovitev na eno stran in potem z drugo roko spet. Ok, obrneš, hop, zgoraj zadržiš, ena in greš dol in seveda, ker imam še drugo stran, enako stvar ponoviš na drugo stran. Verjetno boš mogoče opazil, da je ena stran dosti boljša kot druga, če ni, lahko to pomeni, da imaš obe strani v kurcu oziroma sta obe strani dobri. Skratka, asimetrija se pač vedno pojavlja, zato probamo s takimi in drugačnimi vajami to reševati, ampak to kdaj v drugem videu. Če nadaljujemo, zdaj rabimo eno izmed takšnih gumic, se pravi, ta je od Rock Tape, ki pač lahko kasneje uporabimo še za eno drugo vajo, oziroma čista klasična elastika, lahko je tudi enaka kot pri tej vaji. Skratka, ne bo zdaj premočna, ne pa spet čist full lahka. Gre se za to klasični bend pull apart, recimo, lahko palce obrnemo proti stropu, se pravi, da so naše roke tako obrnjene, raztegneš, zadržiš
in daš sem, se pravi, nja čisto popustiš, malo skozi ohranimo napetost, greš narazen, nekje elastika prije tam v višini prsi, zadržiš in greš. Med tem več čas razmišljaš, da imaš aktiviran core, stegna in rit. Če nadaljujemo dalje, se pravi, gremo po eno drugo elastiko. Tokrat pa rabimo res malo večjo, v primerjavi z to, oziroma v primerjavi s to, ki je na sami štangi, je pač razlika očitna. Spet, gre se za nek motorični vzorec z z neko lažjo obremenitvijo in gre se tako, se pravi, gumico damo, stopimo v gumico, se rahlo počepnemo in elastiko damo za vrat, ne na vrat, ok? Se pravi za vrat. In zdaj tukaj, bolj kaj je močna gumica, bolj špana. In imamo najprej good morning, se pravi good morning je predklon z ravnim hrbtom, ne s puklastim, ok, z ravnim hrbtom in to dosežeš tak, se pravi, poglej, boki začnejo, če smo popolnoma stegneni, tako kot normalno, v liniji z rameni in stopali, ok? Ko začnem gre boki nazaj, začutim razteg v zadnji loži in ko se pobiram, stisnem rit in aktiviram naše gluteuse, hkrati pa seveda tudi stabilizacija dela na polno, se pravi, greš predklon, začutiš razteg, ne iti prenisko, ker potem zviješ hrbet, oziroma, če imaš res dobro gibljivost, je pač se mogoče elastika malenkost popusti, ampak pač to je to. Naslednja vaja se lahko nadaljuje, lahko malo širše stopimo, tak, in je v bistvu počep. Zdaj naj bo čisto globok počep, ker seveda to ne gre narediti z gumico in ko delaš počep, se pravi, lahko gre elastika na zunanji strani, lahko gre elastika na notranji strani, skratka, narediš počep, se stegneš. Narediš počep, se stegneš. Ok? Pač počep z gumico je malenkost drugače, ampak pač, če imaš mogoče uteži, lahko to z utežmi narediš, ampak zato je namenjeno, da pač za čim manj opreme lahko narediš nek recovery day. Skratka, to je to, se pravi good morning z gumico in squati z gumico, pa gremo še k zadnji vaji. Dajmo še eno gumico, ta je zdaj taka tanka, ni pojem toliko, da je tak tanka, bolje, da je tak mala, oziroma ta RockTapeova gumica, ko sem že prej omenil elastika, ima take žepke not in pač s tem se lahko prilagajaš, kako široko daš roke in je to isti princip. Se pravi, roke damo v zanko, gremo do stene, dosti blizu stene, nasloniš dlani gor in spet narediš en tension, se pravi, malo raztegneš, stisneš kor in mali koraki gor, 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 kako visoko gre in nazaj dol, se pravi, enkrat gor plus enkrat dol je ena. Cilj je stabilen kor, paziš, da ne zvračaš lopatice, ramena nazaj in posledično lopatico ven. In glavnem, narediš, se pravi, spet ne pretiravati za neko ful močno gumico, gre se za aktivacijo teh manjših mišic, zavedanje telesa, razmišljanje, kako dejansko lopatica potuje, se pravi, če se predstavljamo lopatice, medtem ko mi hodimo z rokami gor, se lopatice morajo malenkost odmikati, grejo gor, tudi elevacija je. Skratka, kaj bolj podrobnega se lahko menimo, kaj v kakšnem komentarju spodaj, če te kaj to zanima, ampak skratka, ni vedno močneje, je boljše, tako da uporabi malenkost lažje gumice, delaj z nekimi lažjimi, ko delamo asistenčne vaje, delaj z nekimi lažjimi bremeni, da lažje razmišljaš, da se lažje zavedaš svojega telesa, kaj delaš in zakaj delaš in vse, kaj delaš z nekim namenom. Se pravi, če ti razmišljaš med tem, kaj moraš točno narediti, katere mišične skupine oziroma mišice vključiti v ta proces gibanja, bo sam rezultat te vaje dosti boljši, kot pa samo, da pač nekaj delaš, zato da delaš. Okay? Jaz upam, da ti je bil video všeč, da ti je bil v pomoč. V komentarju lahko vprašaš karkoli še te zanima, pišeš na mail, kakorkoli, drugače pa like za video, subscribe, ful mi pač pomaga, da bo ta kanal enkrat zrastel v nekaj zelo uporabnega, poučnega in hkrati zabavnega. Tako da, če ne druga, se bo videl v naslednjem videu. Čau!